Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali neučakanega medvedka, ki je čakal na pomlad. Mislite, da mu je uspelo pričakati? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kdaj bo prišla pomlad? Pridi noter, Alfi, je mama medvedka poklicala malega Alfija v brlog. Čas je za spanje in ko se boš prebudil, bo zunaj že pomlad. Kdaj bo pomlad? Je radovedno vprašal medvedek. In kako bom vedel, da je res prišla? Mama medvedka mu je razložila. Ko bodo vzcvetele rožice, ko se bodo prebudile čebelice in ti bodo metuljčki poleteli okrog glave, takrat bo pomlad. Alfi se je tesno privil k mami in zaspal. A ko se je prebudil, ni vedel, ali je pomlad prišla ali ne. Po prstih je odstopical po brlogu, radovedno pokukal ven, si pomel zaspane oči in videl pomlad. Pomlad je tu, pomlad je tu, je zaklical. Vstani, mami! Poglej vse te rožice in metuljčke. A ko je mama medvedka prilezla iz brloga, je videla samo mehko padajoče snežinke, ki so se jima usedale na smrčka. Zima se je komaj začela, mu je rekla. Pojdi nazaj spat, Alfi. Ampak kdaj bo pomlad? Alfi je res hotel vedeti in mama medvedka je zaspano zabrundala. Ko se bodo lastovke vrnile z juga in bodo vse ptice začele prepevati, takrat bo pomlad. Alfi se je zvil v klobčič in spet zaspal. In ko se je zbudil, je bil prepričan, da je pomlad že napočila. Odplazil se je iz ležišča, se zastrmil ven in videl pomlad. Mami, mami, zbudi se, je zacvilil. Pomlad je tu, ptice že pojejo na drevesih. Mama medvedka pa je zagledala le ledene sveče, ki so visele z vejic, in zaslišala mrzav veter, ki je žvižgal skozi gole veje. Sanjal si, Alfi, je rekla svojemu mladičku, zdaj pa nazaj v posteljo. Ampak mami, je razočarano zastokal Alfi, kdaj bo prišla pomlad? Mama medvedka je na pol speča odvrnila. Ko bo sonce toplo sijalo, takrat bo tu pomlad. Alfi se je spet zakopal med listje svoje tople postelje. In ko se je prebudil, je bil povsem prepričan, da je pomlad prišla. Odgobacal se je do izhoda, pogledal ven in zagledal pomlad. Mami medvedka, zaspala si, je na ves glas kričal. Vstani, pomlad je tu, sonce sije in prijetno toplo je. Mama medvedka pa je zagledala le lovce, ki so se greli v ognju. Svojega mladička je hitro odvlekla proč. Takoj spat, je jezno zarenčala. Ti bom že jaz povedala, kdaj bo pomlad. In tako je Alfi zaspal in sanjal o sneženih zametih, dokler ni začutil, da mu nekaj ledeno mrzlega sili v smrček. Stresel je svojo mamo, ta pa je samo nejevoljno zamrmrala. Zadnjič ti rečem, Alfi, pomlad še ni prišla. Potem pa je mama medvedka vstala, se napotila k vhodu in zagledala pomlad. Pomela si je oči in zamežikala v kristalno jasen dan. Končno je tu pomlad, se je nasmehnila. Kje pa je zdaj Alfi? Ja,
Poglejte ga, tega neočakanega medvedka, ki pa je sedaj zaspal. Ja, medvedek Alfi je bil pa res neočakan. In priznam, da me Alfi malce spominjal na otroke, ki včasih tudi nenehno drezajo v svoje starše, da bi dosegli tisto, kar si želijo. A vendar, časa ne moremo prehiteti. In vse se zgodi ravno takrat, ko nastopi pravi čas. No, in na koncu, kakor smo videli, je Alfi zaspal. Seveda, če pa je svoj dragocen zimski spanec motil s svojo neočakanostjo. In srčno upam, da medvedek Alfi tokrat spi in sanjari o toplih pomladnih dneh. In če sem čisto iskrena, se tudi sama veselim pomladi. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še mnogim drugim zimskim pravljicam, ki čakajo le na vas. Lepo se imejte in prijeten pozdravček prosim. Čau, čau! No, vidiš, pa si le uspel dočakati pomlad. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Nekje v kotičku velike trgovine je čakal traktor po imenu Max. Vsak dan je sanjaril, da bo nekoč zapeljal po pravem polju, občutil zemljo pod kolesi in slišal petje ptic v jutranji meglici. Ko pa so se njegove sanje končno uresničile, je Max spoznal, da je življenje na kmetiji polno presenečenj, izzivov in drobnih čudes. Kakšna opravila vse so ga čakala v njegovem novem domu? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Max, mali rdeči traktor. Max, mali rdeči traktor, bo kmalu zapustil tovarno in poslali ga bodo v trgovino. Upa, da ga bo kdo kar takoj kupil. Navdušen je nad mislijo, da bo delal na kmetiji. Drugi traktorji v trgovini si niso tako nestrpno želeli oditi kot Max. Tam je bilo prijetno in toplo, zanje so lepo skrbeli. Toda Max je bil neočakan. Kako rad bi že delal na kmetiji, si je govoril. Vsakokrat, ko je kdo stopil v trgovino, je pokazal svojo lepo rdečo havbo, da bi pritegnil pozornost. In nekega dne se je stranka odločila prav zanj. Njegovo srce je skoraj razneslo od veselja. Neočakanega Maxa so s širokimi jermeni privezali na prikolico in se odpeljali proti njegovemu novemu bivališču. Končno odhaja na kmetijo, kjer bo lahko delal. Ob njegovem prihodu so kmetu zažarela lica. Videti je bil navdušen nad svojim čudovitim traktorjem. To noč je mali traktor spal v hlevu skupaj s kokošmi, starim orodjem in džipom, katerega kašelj je bil srce parajoč. Max je zelo težko zaspal. V trgovini je vedno dolgo spal, a na kmetiji so vsi vstali zelo zgodaj. Ob 6. zjutraj je kmet stopil v hlev. Dajmo, gremo na delo, mali traktor, je rekel in skočil za volan. Pokaži nam, kaj zmoreš. Z malce godrnjanja je Max začel delati. V trgovini nihče ni tako govoril z njim. Po nekaj kilometrih ga je kmet ustavil tik pred njivo. Ves drhteč je mali traktor opazoval ogromno zaplato blata pred seboj. Pomislil je na svojo lepo rdečo barvo, ki bo kmalu vsa zamazana. Toda kmetu ni bilo mar za blato, ki je škropilo vse naokrog. Danes se je odločil preorati njivo. Max je oral ves dan. V ravno rjavo zemljo je izkopal vsaj 1000 brazd.
V trgovini pa mu nikoli ni bilo treba delati. Toda tam nihče ne bi slišal hrumenja njegovega motorja. Nihče ne bi videl, kako prižiga svoje luči ali drvi po njivi, da bi se na njenem koncu dotaknil modrega neba. Ko se je vrnil v hlev, se je zdravje starega džipa že nekoliko izboljšalo. Ali si preživel prijeten dan? Ga je ta vprašal. Bilo je zelo naporno, mu je odgovoril Max. Toda opravili smo nekaj dobrega dela. V naslednjih dneh je Max delal brez premora in ne glede na to, ali je padal dež ali je sijalo sonce. Zorati so morali njivo, posejati ječmen in pšenico, popraviti ograje, kravam pripeljati vodo. Včasih se je rad ustavil v poti. Opazoval je lepo obdelana polja ter zasanjano gledal, kako raste pšenica. To ga je neskončno usrečevalo. Tudi kmet je bil videti zadovoljen. Pšenica je to leto res lepa, je veselo rekel. Čaka nas dobra letina. In ko je slišal te pohvale, je mali rdeči traktor postal še bolj rdeč. Max se je kmalu zatem spoprijateljil s kombajnom, mogočnim strojem svetlo-rumene barve. Rad je delal skupaj z njim. Nekoliko manj se je veselil dela s kombajnom za pobiranje sladkorne pese, saj se ga je Max malce bal. Bil je umazan in neroden, vedno ga je udaril, kadar sta delala skupaj. Zadnji dan žetve se je Maxova izpušna cev popolnoma ukrivila. Razbil se je tudi desni žaromet. Kmet ga je pregledal. Moral se boš vrniti v trgovino, je odločil. Ob teh besedah je mali traktor zatrepetal. Ni se hotel vrniti tja. Kmet ga je parkiral pred trgovino in stopil vanjo. Maxovo srce je začelo noro razbijati. Le kaj se dogaja? Kmalu je spoznal, da se mu ni treba ničesar bati. Samo popravili ga bodo. Ko je Max pripeljal nazaj na kmečko dvorišče, je njegovo malo traktorsko srce spet pokalo od veselja. Vrnil se je. Padati je začel prvi sneg. Druga za drugo so snežinke naletavale na njegovo streho. Max je srečen zaprl oči in se nasmehnil. In tako se je mali rdeči traktor Max naučil, da življenje na kmetiji ni vedno lahko, a vsako jutro, vsak zvok in vsak zlat sončni žarek prinese novo priložnost za veselje in ponos. Max zdaj ve, da prave sreče ne najdeš v trgovini, ampak tam, ker delaš s srcem in imaš ob sebi prijatelje, ki ti pomagajo, ko je težko. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici z naslovom 101 reč, zakaj so mi traktorji všeč. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite, kako pomembno je sodelovati, predvsem pa nikoli obupati. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Maxa, malega rdečega traktorja. Čau, čau. Bravo. S kakšnim veseljem in ponosom. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zelo poučni pravljici bomo spoznali prikupni kozici po imenu Frida in Pablo, ki sta vedno znova radovedna, vesela ter pripravljena na igro z otroki. Toda kaj se zgodi, ko jim prijazen fant prinese prav posebno sladko darilo?
Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice Maje Vipavec z naslovom Kozliček, pazi, kaj ješ. V majhni vasi pod velikimi starimi hruškami sta živeli dve kozici. Mala Frida, rjava lepotička, in njen prijatelj, črno-beli Pablo, sta veselo skakljala po travniku, se igrala po drevesih in osmukala vsak grmiček, ki jima je prišel pred gobček. Vsak dan sta jedla travo, poležavala v svoji mali hiški in se igrala na toplem spomladanskem soncu. Vsi otroci v vasi so jo poznali. Prihajali so na obisk, jo crkljali in se igrali z njima. Komaj čakam, da bodo poletne počitnice, ko bodo otroci še pogosteje prihajali na obisk, je rekla Frida nekega toplega dne svojemu prijatelju Pablo. Da, prav vsak dan bodo prišli, je bil vesel tudi Pablo. Dnevi so minevali, postajali vse daljši in vse toplejši. Končno so prišle tudi počitnice. Kako so bili vaški otroci veseli. Vesela pa sta bila tudi Frida in Pablo, ki sta pri ograji pozdravljali otroke, ki so še zadnjič hiteli domov iz šole ter veselo mahala z repki. Otroci so prihajali k njima, se z njima igrali. Včasih so prinesli celo kak grmiček, ki sta ga Frida in Pablo z veseljem osmukala. Kako je to dobro! Najboljša sladica na svetu, je bila vesela Frida. Upam, da bo narava še dolgo tako zelena in bodo listki večno tako sladki, je bil zadovoljen tudi Pablo. Vaški otroci so dobro poznali mali kozici in so vedeli, kaj imata Frida in Pablo najraje. Nekega jutra pa je k njuni ograji prišel fantek, ki ga nista poznala. Kdo si pa ti? Je radovedno vprašala Frida. Tebe pa še ne poznava, je dodal Pablo. Živjo, Jurček sem. Pri babici in dedku sem na počitnicah, je bil prijazen mali fant. Vaju lahko pobožam? Je prijazno vprašal Jurček. Seveda, sta odvrnili mali kozici in prijazno nastavili svoje glavici v pričakovanju crkljanja. Kako sta prijazna, se je smejal mali Jurček in se igral s kozicama. Čas je hitro mineval in Jurček je moral domov, ker ga je že čakala babica z večerjo. Nasvidenje, Frida in Pablo, jutri spet pridem, je zaklical Jurček in veselo odhitel proti domu. Ko je bil že zdavnaj v posteli in spanec kar ni hotel priti, je razmišljal o svojem dnevu. Mogoče bi lahko jutri malima kozicama odnesel darilo, je na glas razmišljal Jurček. Tako je, svojo veliko čokolado z lešniki bom delil z njima, gotovo bosta vesela, je sklenil mali fant in se končno zadovoljno zazibal v spanec. Naslednji dan je hitro pojedel zajtrk, pograbil svojo največjo čokolado in odhitel k kozicama. Dobro jutro, Jurček, sta ga veselo pozdravila. Živjo, kozici, je bil prijazen Jurček. Danes imam za vaju darilo, se je nasmejal. Darilo? Sta vprašali kozici. Nista namreč opazili nobene slastne vejice, ki jo običajno prinesejo otroci in s katero se tako rada sladkata. Tako je rekel Jurček
in iz nahrbtnika potegnil veliko čokolado. Kaj pa je to? Sta z zanimanjem spraševala Frida in Pablo. Čokolada je najslajša in najboljša čokolada na svetu, je ponosno pojasnil Jurček. Začel je odpirati veliko čokolado, kozici pa sta ga radovedno opazovali. Kako je dobra, je rekel Jurček, ko je pojedel prvi košček. Nato je tablico ponudil kozicama. Frida je radovedno povohala. Tega pa ne poznam. Je nezaupljivo gledala rjavo zadevo, ki se je počasi topila v Jurčkovi roki. Približal se je tudi Pablo in previdno polizal košček. Pa saj to je dobro, je bil vesel. Pojedel je košček čokolade in se zadovoljno obliznil. Nisem prepričana, je bila še vedno nezaupljiva Frida. Odločila se je, da prepusti čokolado fantku. Jurček je pojedel še en kos, ostalo pa pospravil nazaj v nahrbtnik in obljubil, da jutri spet pride s čokolado. Dan se je prevesil večer, Pablo pa se je počutil vse slabše. Kaj pa je? Ga je zaskrbljeno vprašala Frida. Ne vem, grozno me boli trebušček, je bil žalosten Pablo. Ure so minevale, ubogi Pablo pa trpel vse hujše bolečine. Ležal je, stal, se sprehajal, toda prav nič mu ni pomagalo. Frida je bila vedno bolj zaskrbljena. Kaj naj storim? Se je spraševala na ves glas. Z glasnim meketanjem je probudila svoje skrbnike, ki so zaspani prihiteli k njima. Kaj pa se tukaj dogaja? Je zaskrbljeno vprašala njuna skrbnica. Pogledala je ubogega Pabla in hitro poklicala veterinarja. Že čez nekaj minut se je k njim pripeljal živinozdravnik. Pa poglejmo, kaj imamo tukaj, je rekel in se sklonil k ubogemu Pablu. Pretipal mu je trebušček in ga pogledal. Kaj pa se je zgodilo danes? Je vprašal skrbnico. Ne vem, mu ni znala pojasniti. Frida je nemirno hodila okrog in razmišljala. Bila je zelo zaskrbljena in žalostna. Ni vedela, kako lahko pomaga svojemu prijatelju. Kaj pa sta danes jedla? Je na to vprašal veterinar. Pasla sva se na travi, osmukala en grmiček in tudi nekaj suhe krme za sladico, je hitela pojasnjevati Frida. Hitro je pogledala svojo skrbnico, saj je nehote izdala, da sta spet osmukala njen ljubi grmiček, ki ga ne bi smela. Toda skrbnica tokrat ni opazila njunega spodrsljaja, saj je bila preveč zaskrbljena za Pabla. Še kaj? Je bil še vedno radoveden veterinar. Frida je razmišljala in razmišljala, toda ni se spomnila nič drugega. Takrat pa je Pablo s tihim glaskom rekel. Pa še malo čokolade. Čokolade? Se je razburil veterinar. Hitro je segel v torbo in dal Pablu zdravilo. Strogo je pogledal mali kozici in jima zabičal. Čokolada je za živali zelo nevarna in je ne smeta jesti. Nobena sladkarija, ki jo jemo ljudje, ni primerna za vaju. Frida je žalostno pogledala v tla in tudi Pablo, ki je ležal na tleh z bolečim trebuščkom, je skesano pogledal stran. Nikoli več ne bova storila tega, sta obljubila. Le glejte, da res, jo je še zadnjič okaral veterinar in odšel. Njuna skrbnica je noč preživela pri njiju in čakala,
da se bo Pablo počutil bolje. Proti jutru je počasi vstal, trebušček ga ni več bolel in ponovno je bil vesel nasmejan kozliček. Nikoli več ne bom jedel čokolade, je na glas obljubil Pablo. Tudi Frida je sklenila enako. Zdaj sta namreč dobro vedela, da hrana, ki jo jedo otroci, ni primerna zanju. Ko se je dan že dodobra prebudil, je na obisk zopet prišel Jurček. Tudi čokolado je prinesel, točno takšno, kot jo je obljubil. Dobro jutro, kozici, je prijazno pozdravil. Sta dobro spala? Je še vprašal. Frida in Pablo sta mu pojasnila, kaj se je zgodilo ponoči. Čokolade in drugih sladkarij ne smeva jesti, sta zaključila svojo pripoved. Ko je Jurček to slišal, je bil zelo žalosten. Počutil se je krivega in je čokolado hitro pospravil nazaj v nahrbtnik. Oprosti, Pablo, nisem vedel, se je opravičil. Nič hudega, tudi midva nisva vedela, da ne smeva jesti čokolade, sta zatrdila oba. Vsi trije so se naučili nekaj novega. Skupaj so preživeli še en lep poletni dan. Kmalu so se jim pridružili tudi drugi otroci iz vasi in z zanimanjem poslušali o tem, kako je Pabla obiskal veterinar. Tudi oni so bili v skrbeh za svojega najljubšega kozlička. Že vem, je iz trave, v kateri je sedela, kar naenkrat skočila mala Hana. Zraven ograje postavimo tablo, na kateri bo napisano, da Frida in Pablo ne smeta jesti sladkarij. Tako se noben otrok ne bo več zmotil in nehote ponudil kozicama hrane, ki jima škodi. Ja, so bili nad idejo navdušeni vsi. Hitro so stekli domov po barvice in čopiče. Cel dan so risali, pisali in ustvarjali. Mali kozici pa sta vse to radovedno opazovali in skakljali okoli svojih malih prijateljev. Še preden se je nad vas spustila noč, je bila tabla končana. Kako je lepa, sta bila navdušena Frida in Pablo. Otroci so tablo postavili na vidno mesto ter bili zelo zadovoljni s svojim delom. Mali Jurček je iz nahrbtnika potegnil čokolado in otroci so si jo z veseljem razdelili. Pablo in Fridi pa so na hitro prinesli nekaj vejic, s katerih sta z užitkom posmukala listke. Vsi so se posladkali, nato pa so otroci hitro odhiteli v svoje domove, kjer jih je že čakala večerja. K svoji večerji pa sta šla tudi Frida in Pablo. Zadovoljno sta pojedla nekaj trave, skočila v svojo malo hiško ter zadovoljno in mirno zaspala. Noč se je spustila nad vas, zvezde so zasijale v vsej svoji lepoti, stara sova pa je visoko v krošnji zapela svoj hu-hu. Konec dober, vse dobro. Živali nas razveseljujejo in nam zaupajo, zato smo mi tisti, ki moramo poskrbeti zanje. Včasih najboljše darilo ni priboljšek, ampak skrbnost, odgovornost in razumevanje, kaj je zanje resnično dobro. Čudovita zgodba s svojo poučno noto prinaša pomembno sporočilo, da so poznavanje živali, skrb zanje ter ljubezen tiste vrednote, ob katerih se bodo živali počutile varne in ljubljene. Vse pohvale pa tudi otrokom za odlično idejo o opozorilni tabli, ki bo pomagala ozaveščati mimoidoče ter vse nas. Vse čestitke pa tudi avtorici Maji Pavec za čudovito, poučno pravljico s pomembnim sporočilom. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni poučni slovenski pravljici z naslovom
postal bom gasilec. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pravljični pozdravček prav vsem, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam kozličkov pozdravček. Čau, čau. No, super. Samo da se je zdaj dobro izteklo. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali grdobico Nuško, ki je prav posebna deklica. Radovedna, odločna, predvsem pa polna idej. A nekaj jo že dolgo časa skrbi. Njena mama je že dolgo časa sama, medtem ko ima njen očko novo punco. In tako se je Nuška podala na misijo iskanja popolnega fanta za svojo mamo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici z naslovom Išče se fant za mamo. Starši grdobice Nuške so ločeni in zdaj že 3 leta živijo narazen. Oče Grduh si je pred kratkim omislil novo punco, prikupno čarovnico s kljukastim nosom, medtem ko si njena mama še vedno ni našla nikogar. Kadar je Nuška pri očku, pogosto pomisli, kako mama sedi ob ognjišču in čisto sama sriba juho, pripravljeno iz mušjih ličink. Če kaj, si grdobica želi, da tudi mama ne bi ostala sama. Da bi imela nekoga, ki bi jo obsipaval s poljubi, ji podaril šopek pajkov, užival z njo v blatni kopeli. Prav zato je sklenila, da ji bo fanta poiskala kar sama. A kako naj se tega sploh loti? Že vem, vzklikne Nuška. Na vaškem trgu bom objavila oglas. Besedilo na poslikanem plakatu se glasi: Išče se fant za mamo. Njeni kolački iz netopirjeve sline so najboljši v močvari. Njene velike, kosmate roke so nared, da ti izkažejo obilico ljubezni in te požgečkajo. Če misliš, da si našel grduhinjo svojih sanj, pridi jutri ob zori k reki, kjer stoji mogočen hrast. Naslednje jutro Nuška kar prekipeva od pričakovanja. V gozd grem nabirat veveričje bobke, da si bom izdelala ogrlico, reče mami. Krasna zamisel, ljubica. Naberi jih za polno pest, da bova eno naredili še za babico. Ko se vrneš, te bo na mizi čakala slastna polžja obara. Mala grdobica se odpravi na kraj srečanja. Kljub vsemu navdušenju jo je tudi malo strah. Kaj, če ne bo nihče prišel? Ko se približa mogočnemu hrastu, opazi, da iz debla štrli 2 velikih ušes. Si to ti, veliki zlobni volk? Tako je, deklica draga, reče volk in si oblizne ustnice. In rad bi se poročil z grduhinjo, se čudi Nuška. S tvojo mamo sva skupaj hodila v šolo. Že od nekdaj se mi je zdela slastna, hočem reči krepostna. Ne iščem nekoga, ki bi jo pohrustal, zavpije Nuška. Iščem fanta, ki ji bo kuhal. Pojdi svojo pot, veliki zlobni volk. Niti trohice njenega srca ni boš dobil, še doda. Ves na tleh se volk odkrade nazaj v gozd. V vrsti že čaka naslednji snubec. Nuška debelo pogleda. Pozdravljeni? Komaj spravi iz sebe. Pred njo v vsem svojem sijaju stoji sam princ. Najlepši, kar jih je kdaj videla. Pravzaprav edini, ki jih je kadarkoli videla. Mami se bo zdel preveč urejen, je nemudoma prešine.
Moja mama je grduhinja. Ali res želite biti njen fant? Kje pa? Samo poljubil bi jo rad. Poljubil? Zakaj le? Je radovedna Nuška. Edino tako se bom lahko spremenil nazaj v krastačo in se znova pridružil svoji predragi Rebeki, najlepši žabi daleč naokrog, pojasni princ. Za mamo iščem fanta, ne pa žabjega princa, ki potrebuje pomoč. Žal mi je, nič ne bo iz tega. Razočaran kot še nikoli, princ odide. Za bližnjim grmovjem Nuška nenadoma zasliši smeh. Kdo je tam? Zakliče. Ste prišli zaradi oglasa? Pred njo skočijo 3 prašički. Rad bi se oženil z grduhinjo, zavpije prvi. Jaz pa bi rad poskusil njene kolačke, vzklikne najbolj okrogel med njimi. Jaz pa bi se rad poročil z njo in jedel njene kolačke, reče tretji. Nikoli ne bo marala tebe, se roga eden od njih. Ker misliš, da se bo zaljubila vate? Odvrne najmanjši prašiček. Tako ali tako se bo poročila z mano, sklene zadnji. Ne bo se poročila z vami, niti vam pekla dobrot, jih glasno prekine Nuška. Hotela vas bo edino pojesti, zavpije mala grdobica. Manj kot sekundi prašičkov ni več na spregled. Potrta se Nuška odpravi domov. Kaj je narobe, ljubica? Se čudi mama grduhinja, ko se Nuška vrne domov. Poskusila sem, veš, res sem ga hotela najti. Veveričji bobek? Ne, fanta zate, to sem šla iskat. Ko pomislim, da si čisto sama, mi je neznansko hudo, ji pojasni Nuška. Poslušaj, ljubica, čeprav sem sama, še zdaleč nisem nesrečna. Imam prijateljico, žabo Rebeko, ki me obišče vsak dan. Mimogrede, povedala mi je, da se je njen mož spremenil v princa in rada bi ji pomagala. Prav tako bi rada znova našla svojega prijatelja, velikega zlobnega volka. Ko sva bila majhna, sva se strašansko zabavala. Skupaj bi šla lahko na lov za 3 prašički, tako kot včasih. Vidiš, nisem osamljena, grdobica moja. In kadar si pri očku, tudi jaz mislim nate. Nič ne skrbi, vse je v najlepšem redu. Ni treba, da te skrbi zame. Nuška se široko nasmehne in pogleda mamo. Mudi se mi v gozd, sklikne. Spet grem nabirat veveričje bobke. Veliki zlobni volk, princ, prašički, vrnite se! Ja. Bravo, Nuška. Zelo neustrašna, a izjemno prijazna deklica. Topla zgodba o ljubezni in spoznanju, da se sreča skriva v nas samih in da smo mi tisti, ki kreiramo svojo srečo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim pravljicam, ki svojo čarobnostjo in polno domišljije že čakajo, da jim prisluhnete. Lepo se imejte in naj bo prav vsak dan poln ljubezni in sreče. Pošiljam vam pravličen pozdravček. Čau, čau. Bravo, Nuška. Je pa res simpatična. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku.
tokrat vas vabim v pravljično, pustno pustolovščino, kjer bomo skupaj odgnali zimo in priklicali pomlad. Namreč današnji pravljični junaki bodo oživeli, združili svoje moči ter končno pregnali dolgočasno in mrzlo zimo. Le kako jim bo to uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa odlične pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom Kako je bila pregnana zima. Nekega mrzlega zimskega večera so se v zasneženi gorski vasici otroci kobocali v tople postelje. Zunaj je bila že trda tema, kajti dnevi so bili kratki, noči pa dolge. A čeprav so si otroci želeli, da bi lahko še tekali naokrog, so hkrati nestrpno čakali na pravljična bitja, ki so nanje ves dan potrpežljivo čakala v pravljicah. Na zmaje in na velikane, na palčke in na potujoče žabe, na mogočne kralje in na čarovnice. Mrzla zima, ki se ni hotela posloviti, pravljičnih bitij pri njihovih pustolovščinah ni prav nič motila. Zato pa so si otroci želeli, da bi grelo sonce in da bi v deželo prišla pomlad. Zmaj, strašni zmaj! Če si res tako strašen, prosim, preženi zimo, je zmaja prosil lan. Velikan, najmočnejši vseh velikanov, če si res tako močan, prosim, podaljšaj dan, je velikana prosil maj. Palčki, palčki vseznalčki, če res toliko veste, prosim, povejte, kdaj pride pomlad, je palčke prosila Ajda. Regica, regljava žaba svetovljanka, če si res videla toliko sveta, prosim, povej, kje se zadržuje sonce, je Regico prosila Pika. Kralj, najmogočnejši vseh kraljev, če si res tako mogočen, prosim, ukaži, naj dolgo noč zamenja še daljši dan, je kralja prosil Gal. Čarovnica, spretna čarovnica Uršula, če znaš res tako spretno čarati, prosim, pričaraj pojoče ptice, je čarovnico Uršulo prosila Maja. In tako so otroci tega zimskega večera prosili pravljična bitja, naj jim pomagajo pregnati zimo. Potem so se odpravili spat. In ne da bi vedeli, so skupaj z njimi po tople puhaste odeje smuknila tudi pravljična bitja, ki so prisluhnila njihovim željam. Naslednjega jutra pa so se skupaj s soncem prebudili nadvse nenavaden dan. Zmaj! Na ulici je zmaj! Je skozi okno kričal Lan. Prav zares je tamle tudi velikan, se mu je pridružil Maj. Moji palčki, moji palčki, je presenečeno vzklikala Ajda. Živijo! Je žabo Regico z balkona pozdravljala Pika. Kralj, kralj, je kralju pozdrav mahal Gal. Glejte, tudi čarovnica je prišla, se je veselila Maja. Prav vsa pravljična bitja, o katerih so otroci prejšnjega večera brali ali v njih poslušali, so bila tam. Na ulici je bil pravi direndaj. Otroci so tekali iz svojih hiš, da bi jih pozdravili. To je bilo veselega vriskanja in vzklikanja. Zmaj je bruhal ogenj in preganjal mraz in sneg. Velikan je z elastiko raztegoval dan. Palčki so vlekli cvetlične vozove in vzklikali, da pomlad že prihaja. Žaba Regica je s svojim regljanjem izza 9 gora zvabila sonce,
Mogočni kralj pa je z ogromnimi škarjami rezal in krajšal noč. Čarovnica Uršula je pričarala ptice, ki so veselo prepevale. In vse povsod je odmevalo od navdušenja in veselja. Zimi pa tolikšno preganjanje in veseljačenje na njen račun ni bilo prav nič pogodu. Zato ji ni preostalo drugega, kot da vzame pot pod noge in zbeži. Potem šele se je razvnelo slavje. Gospodinje so za pravljična bitja več dni skupaj cvrle majhne in velike krofe. Iz njihove sladke sredine so se cedile marelična, jagodna in borovničeva marmelada. In krofov je bilo toliko, da so se do sitega najedli tudi vsi prebivalci vasi. Danes naj bo pustni dan, je odločil njihov župan. Od dolge zime se bomo poslovili in pomlad v deželo povabili. Zato morate vsi delo nemudoma iz rok izpustiti. Ukazujem torej, da se morate veseliti, je še rekel župan in temu ni nihče oporekal. In natanko tako se je zgodilo. Od tistega dne naprej pravljična bitja vsako leto na pustni dan pomagajo preganjati zimo, prebivalci gorske vasice pa strežejo krofe in skupaj s pravljičnimi bitji uganjajo pustne norčije. Ja. Bravo, otroci, za odlično idejo, ter pa seveda pravljični junaki, ki nam vsako leto znova pomagajo odgnati zimo. Posebna zahvala pa gre seveda tudi mojstrom pustnih dobrot, ki poskrbijo za sladkanje naših brbončic. Res čudovita zgodba o tradiciji, kako z veseljem ter igrivostjo preganjamo zimo ter kličemo pomlad. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete pravljicam za vse letne čase. Od čarobnih zimskih do sončno obarvanih pomladnih zgodb. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, uživajte v pustnih norčijah in poskrbite, da se bo zima poslovila za dolgo časa. Pošiljam vam pustni pozdravček. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo pokukali na vrt, natančneje se bomo pridružili deževniku po imenu Sandi, ki nam bo na zelo zabaven način razložil, kaj je kompost in kako si ga lahko izdelamo kar sami doma. Zanimivo ter poučno hkrati. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sandijev kompostnik. Živjo, moje ime je Sandi. Živim v zeleni ulici, na vrtu prelepe hiše. Stanujem v zaboju. Lezam naokrog in kopljem tunele. V največjem imam spalnico, kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico. Vse moje pohištvo je narejeno s prsti. Bolj kot se premikam, več zraka pride v zemljo. Zato mi prijatelji pravijo, da sem nadvse delaven. Rečejo celo, da sem najbolj delaven izmed vseh živali, ki živijo pod zemljo. Naj vam predstavim Niko. Je moja prijateljica, ki z menoj vsak dan deli hrano. Živi v hiši, ampak večino časa preživi na vrtu. Igra se s prijatelji, zaliva rože, se pogovarja z drevesi, pozdravlja ptice in me obišče po vsakem obroku, torej 3-krat na dan. Čeprav ne kuham, jem nadvse zdravo.
Zahvaljujoč Niki pride hrana v moj dom že pripravljena. Za zajtrk najraje jem krompirjevo ali jajčno lupino, postreženo s čajem. Za kosilo kavo in nekaj suhih oreščkov. Zraven pa se odlično poda tudi papir. Za večerjo imam na jedilniku pomarančno lupino solato in zeleno. Z Niko imava enako okus za hrano. Tudi ona obožuje pomaranče in arašide. Včasih, ko poje banano, mi poleg olupka pusti tudi malo sadeža. Vselej pomaga staršem pri kuhanju. Ko njena mama pripravlja solato, Nika korenine rukole in olupke korenja, ki ga strga oče, vselej prihrani zame. Odpadke ji prinese v majhnem vedru. Ker Nikina družina kuha doma, jem zelo okusno hrano. Ko pa Nika pospravlja vrt, jem kot kralj. Suho listje, trava ter koščki papirja in kartona mi zelo teknejo. Tukaj je seznam moje najljubše hrane. To so odpadki, ki se lahko razgradijo v zemlji. Ostanki kave in čaja, jajčne lupine, ostanki sadja in zelenjave, plevel, pokošena trava, listje, suho cvetje, lupine oreščkov, koščki lesa, žagovine in vej, koščki papirja in kartona, papirnate vrečke in brisačke. Njam. In tukaj je seznam hrane, ki je ne morem prebaviti in ki se ne more razgraditi v zemlji. Plastika, kovina, keramika, steklo. Mleko in mlečni izdelki, sir, jogurt, maslo in podobno, vsa kuhana hrana, živalski iztrebki, kruh, kosti, rdeče meso, piščančje meso, ribe, vsa mastna hrana, sadje in zelenjava prekrita s plesnjo. Moj dom je zaboj za kompost. Ali se sprašujete, kaj je kompost? No, točno to, kar počne Nika. Kompost je naravno gnojilo, sestavljeno iz odpadkov. Povečuje hranilno vrednost tal in njihovo učinkovitost. Zelo je koristen za rastline. To je hkrati naravna metoda recikliranja. Ali se spomnite mojega seznama najljubših jedi? Iz odpadkov, s katerimi se vsak dan hranim, lahko nastane kompost. Kaj potrebujete za izdelavo kompostnika? Lesen zaboj ali košaro, nekaj zemlje, zunanji prostor, ki je zaščiten pred vetrom in ima dovolj sončne svetlobe, organske odpadke, mojo najljubšo hrano, vedro za zbiranje odpadkov, grablje in lopato za mešanje komposta, živa bitja, ki se hranijo z odpadki, kot sem na primer jaz, ter posodo z ročajem za zalivanje. Beseda kompost izhaja iz latinščine in pomeni sestaviti. To namreč počnemo, ko kompostiramo. Skupaj dajemo prave sestavine ob pravem času. Zakaj bi zavrgli tisto, kar je dobro za zemljo in za nas? Hrana, ki je pripravljena za Niko, najprej nahrani nas, potem pa še rastline. Kdo smo mi? Vse vrste živali, ki razgrajujemo biološko razgradljive snovi v prsti in tako poskrbimo, da tla postanejo hranljiva za rastline. Na kompostu živi namreč več živih bitij. Večino dela opravijo bakterije in mikroorganizmi, ki pa jih zaradi majhnosti ne morete videti. Včasih me obiščejo hrošči, stonoge, polži, lesne uši in mravlje. Takrat je za mojo jedilno mizo gneča. Medtem ko se prehranjujemo, proizvajamo plin, paro in toploto. Saj se tudi vi, medtem ko jeste večerjo, potite ali vam postane vroče, kaj ne? Zato je pomembno, da se kompostni kup prezrači. Pogosteje, ko je moj dom deležen svežega zraka, tem bolje je. Če želite, da se odpadki v zemlji hitreje razgradijo,
jih zdrobite. Zmešajte rjave, suhe lesne in zelene, vlažne odpadke. Pomembno je, da en zelen odpadek zmešate z 2 rjavima. Naprimer, lahko zmešate suho listje in koščke papirja ter špinačne korenine. Vzdržujte. Ohraniti je treba ravnovesje med vodo in zrakom ter tako zagotoviti, da bo kompost ostal vlažen kot goba. Kaj pravite na to, da bi poškropili malce vode po kompostnem kupu? Rjavi in zeleni odpadki, zrak in voda. To so veliki 4, ki so bistveni za ohranjanje komposta in Sandijeve sreče. Konec koncev, ali ljudje za življenje ne potrebujete narave, zraka in vlage? Moje ime je Sandi in to je moje zeleno življenje. Z zemljo hraniva drug drugega. Postal sem lačen, ko to omenjam. Zato se bom zdaj, dragi otroci, od vas kar poslovil. Joj, kako prikupen in učen je tale deževnik Sandi. Bravo, Sandi. S tvojo pomočjo smo se vsi skupaj naučili, kako lahko tudi mi sami prispevamo k ohranjanju okolja. In ko boste prihodnjič gledali kakšnega deževnika, se le spomnite na današnjega knjižnega junaka ter na to, kakšno pomembno vlogo imajo deževniki ter seveda tudi druga živa bitja. Res zelo poučna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom O lačni lisici, v kateri boste spoznali zvitorepko, ki se je domislila izvrstnega plana, a tokrat ni šlo vse po načrtih. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite radovedni ter skrbni do naše narave in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam deževnikov pozdravček. Čau, čau! Bravo, Sandi. Odlično si me predstavil. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi v današnji, malce ljubezensko obarvani pravljici bomo spoznali kokoško, ki se je zaljubila v petelina. A ostale kokoši niso želele ostati brez petelina, zato so se odločile, da se bodo tudi one potrudile za petelinovo naklonjenost. Me prav zanima, kako se bo vse skupaj končalo in kako se bo na vso zmešnjavo odzval petelin. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Ko se kokoška zaljubi v petelina. Odkar je kokoška Tina znesla 2 jajci hkrati, je bila v kokošnjaku najpomembnejša kokoš. Pri vsem je imela glavno besedo. Dajala je navodila in delila nasvete. Nekega dne je tako kokoškam razglasila, da se je zaljubila v petelina Pepina. To je pomenilo, da se bo za kokoške v kokošnjaku marsikaj spremenilo. Da pa ne bi ostale brez petelina Pepina, so kokoške na tihem sklenile, da se bodo za njegovo naklonjenost še posebej trudile. Na jedilniku kokoške Lize so se odslej znašle le mravlje, pajki in čorvi. Kako? Obilna mesna prehrana je ključ do zdravja, je znala reči kokoška Liza petelinu Pepinu, ko mu je prinesla obilno kosilo. Nasprotno pa je kokoška Mici prav zaradi Pepina postala vegetarijanka. Jedla je le koruzo in solato. Zdravo jem in zdravo mislim, se je ponavljala vsakič, ko je zamikal mesni prigrizek. Upala je, da si bo s sijočim zdravjem pridobila Pepinovo naklonjenost. Kokoška Brina je 3-krat na dan dvigovala uteži, medtem ko je Rjavka na dan pretekla kar 5 kilometrov. Za lepoto je treba potrpeti, sta si prigovarjali Brina in Rjavka, ki sta računali na to,
da bo Petelin Pepin opazil njuno športno postavo. Amalija se je začela ukvarjati s prav posebno telovadbo, ki se ji reče joga. Je neprestano ponavljala in vztrajala v vseh mogočih in nemogočih položajih, ter bila prepričana, da bo takšno početje, če drugega ne, vsaj pritegnilo Pepinovo pozornost. In ker so imele vse kokoške ogromno dela same seboj, je kokoški Tini ostalo več kot dovolj časa za druženje s Petelinom Pepinom. Nenehno mu je bila za petami in niti za trenutek ga ni izpustila izpred oči. Njemu pa se niti sanjalo ni, da ga je kokoška Tina hotela imeti le zase in da jo je razglasila za par. Opazil pa je, da mu je sledila na vsakem koraku, kar mu ni bilo prav nič všeč. In še marsikaj drugega ga je motilo. To, da so se kokoške cele dneve posvečale predvsem sebi. Kikiriki, presnete kokoši, je jezno kikirikal Petelin. V kokošnjaku se nekaj dogaja. Toda kaj? Se je glasno spraševal in pri tem tako grdo pogledal kokoško Tino, da bi ta od strahu skoraj omedlela. Ne bi ti znala odgovoriti, se je Tina izmikala odgovoru. Na drugem koncu kokošnjaka je zagledal Brino, ki je dvigovala uteži. Zakaj pa to počneš? Je vprašal Petelin Pepin. Da bo moje telo lepo in čvrsto, mu je odgovorila Brina. Potem je zagledal orjavko, ki je že tretjič pritekla mimo kokošnjaka. Danes še nisi iznesla jajca, zakaj tekaš naokrog? Zdrav duh v zdravem telesu, je zaklicala orjavka, ne da bi se ustavila. Kokoška Mici je ves dan iskala koruzo, kokoška Liza pa je kot mačka na miši prežala na čorbe. Petelinu Pepinu je bilo vsega dovolj, zato je zakikirikal tako glasno, da bi kmalu strehe kokošnjaka popadala vsa opeka. Njegovo glasno kikirikanje je privabilo tudi kokoši in peteline iz sosednjih kokošnjakov. Ja, kaj pa se je zgodilo? So prestrašeno spraševali Petelina Pepina, ki se še vedno ni pomiril. Nobena kokoš ne nese več jajc, se je razburjal. Mici vegetira, Lizi se ščrvi nažira in Brina, se ne boste verjeli, ta kokoš dviga uteži. Rjavka okrog kokošnjaka drvi, čeprav je njeno delo, da jajca vali. In Amalija, ta presneta kokoš, pravi, da meditira. Tina pa, kot da je kokoš brez spomina. Nenehno mi sledi in me ne izpusti izpred oči. In tole, je jezno kikirikal Petelin Pepin, je pravi svinjak. In pokazal na njihov kokošnjak. Neumnice, neumne, so se zgražale kokoši iz sosednjih vasi. Nič ne moremo za to, če se je kokoška Tina zaljubila v našega Petelina. Jih je v imenu vseh branila kokoška Liza. Nobena kokoš ne sme ostati brez Petelina, je zakikirikal najstarejši izmed Petelinov, Petelin Petrin. In če ne boste nesle jajc, se vas bo gospodarica znebila. Kaj sem storila? Je skesano zakokodakala kokoška Tina, ki je bilo žal, da je zaradi svoje zaljubljenosti povzročila tolikšno zmedo. Tudi druge kokoške so priznale, da so nespametno ravnale in bi zaradi tega prav lahko ostale brez glave. In ker se je na koncu vse srečno končalo, se je tudi Petelin Pepin hitro pomiril in kokoškam velikodušno oprostil. Na tihem pa jim je priznal, da so prav lepih postav in bistrih glav. Je kako zabavna in zanimiva pravljica, kaj ne? Ja, kokoške so bile pa res izvirne. Vsaka posebej je bila nekaj posebnega. Prav neverjetno, na kakšne načine so želele očarati Petelina. A Petelin kljub temu ni ugotovil, čemu se v kokošnjaku dogajajo spremembe. No, a na koncu so se kokoši upravičile za zmedo, Petelin pa jih je celo pohvalil. Super pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku
pa lahko prisluhnete še eni slovenski, ljubezensko obarvani pravljici z naslovom Petelinček se zaljubi. Prijeten pozdravček prav vsem. Lepo se imejte. Čau, čau. Zaljubljene kokoške. Prav luštne sta bile.